Danes želim govoriti o viru življenja ali vir življenja. In lahko odpremo Božjo besedo v Ezekijelu 11. poglavje od 19. do 20. vrste. Ezekijel 11, 19 in 20. vrsta. Dal jim bom eno srce in novega duha bom položil v njihovo notranjost. Odstranil bom kamnito srce iz njihovega telesa in jim dal meseno srce, da se bodo ravnali po mojih zakonih, se držali mojih odlokov in jih izpolnjevali. Moje ljudstvo bodo in jaz bom njihov Bog. Ena čudovita preroška beseda, ki jo je povedal Ezekijel. Napoveduje ali govori, ali Bog mrzodeva o novem času, o spremembah v življenju ljudi, o duhovnih spremembah. In tudi mi smo v enem zanimivem času. Marsikaj se je v teh 2 mesecih spremenilo. Marsikaj se je začelo nekako na nov način, tudi samo Bogu služi. Moramo biti varnostni razdalji, moramo imeti maske, razen seveda pastora ali duhovnika, samo nam je dovoljeno brez maske. In sigurno je tudi en malo čudni občutek na Bogu služijo. Vseeno se mogoče malo počutimo omejenega ali vseeno je nekaj novega. Ali Bog, to sem že v petek povedal, dela nove stvari. Naš Bog je Bog življenja. In tukaj Ezekijel prerokuje, razodeva, da bo Bog prinesel ali dal spremembe. Bog po preroku obljublja, pravi Božja beseda, novo srce iz kamnitega, lahko bi rekli, mrtvega srca bo Bog naredil, kako pravi Božja beseda, meseno ali živo srce. Srce, ki bo imelo moč, ki bo imelo željo, da živi in hrepeni po Božji besedi ali po življenju, katerega daje vsemogočni Bog. Tukaj v teh vrstah Ezekijel govori o enem viru življenja. Govori o enem novem, duhovnem življenju, katerega Bog želi razodevati v človeškem življenju, v človeškem srcu. Ali Bog spreminja, ali obuja mrtve in daje življenje. To smo se spominjali ob velikonočnih praznikih. Čeprav nismo mogli biti skupaj, ali praznovali smo, da je Jezus umrl za naše grehe in da je 3. dan vstal od mrtvih, da on daje življenje, ali smrt Jezusa ni mogla zaustaviti, preprečiti Božje volje, Božjega načrta za vsakega človeka. Naslednji večji krščanski praznik bodo binkošti. Mislim, da zadnjo nedeljo v maju bomo praznovali binkošti, ali ko je prišel Sveti Duh, ali se je izpolnila Jezusova obljuba, katero je dal, ali Kristus je odšel nazaj k Bogu in kot dokaz poslal Svetega Duha. In učenci so na binkošti doživeli nekaj, kar še nikoli niso doživeli ali ni bilo poznano na zemlji.
V stari zavezi mi vidimo mnoge ljudi, od prerokov, tudi kraljev, voditeljev, ki jih je Bog na en poseben način, svojo močjo, svojim duhom pomazili ali dal en poseben, lahko bi rekli, vir življenja, da jih je lahko Bog uporabljal ali da so ljudstvo lahko vodili k Bogu. V novi zavezi ali obljuba, o kateri začne govoriti Božja beseda v novi zavezi, ali katero nekako apostol Peter ponovi iz stare zaveze. Lahko pogledamo v apostolskih delih 2. poglavje, 17. in 18. vrsta. Apostolska dela 2, 17 in 18. In zgodilo se bo v poslednjih dneh, govori Bog, razlil bom od svojega duha čez vso meso in prerokovali bodo vaši sinovi in vaše hčere in vaši mladeniči bo gledali videnja in vaši starci bodo sanjali v sanjah. Tudi če svoje služabnike in če svoje dekle bom v tistih dneh izlil od svojega duha. Prerok. In Peter tukaj ponavlja, kaj Bog prinaša ali želi storiti. Ali ta obljuba o Ezekielu se je izpolnila. In rekli smo, v stari zavezi so bili moči samo določeni ljudje, pomazili ali doživeli posebno moč izpolnitev Svetem Duhu. V novi zavezi ali na same Binkošti se je izpolnila obljuba, da je Sveti Duh prišel na vse. Ali beremo nekje, 120 ljudi je bilo zbranih in skupaj so prejeli Svetega Duha. V poslednjih dneh je Bog obljubil. In Peter pravi v poslednjih dneh. In veste, poslednji dnevi so se začeli z Jezusovim prihodom. Bog bo od svojega duha izlil, ali svojega duha izlil, pravi, čez vse meso. Ali vsak lahko doživi izpolnitev Svetega Duha v svojem življenju. Božja volja, Božji načrt je, da črpamo ta vir življenja, ki po Svetem Duhu prihaja v naše življenje. Božja volja, Božji načrt je za cerkev, da smo povezani ali da živimo ali da smo odvisni od tega vira življenja samega Svetega Duha. In tukaj Peter pravi, kdo bo prejel? Pravi, na sinove, na hčere, na mladeniče, na starce, na služabnike, na dekle, na vsakega, ki želi svoje srce odpreti Bogu. To je ta obljuba, vir življenja, ki prihaja po Svetem Duhu. In to se je zgodilo na Binkošti. In jaz bom ta maj ali v tem mesecu veliko govoril o delovanju Svetega Duha. Kajti to je tako pomembno. Veste, ko Sveti Duh ima svobodo, ko Sveti Duh deluje ali ko cerkev črpa ta vir življenja od Svetega Duha, potem je sprememba. Potem je življenje. Potem se je resnično nekaj premaknilo v zgodovini delovanja Svetega Duha. Mi lahko vidimo, mnoge cerkve so začele dobro. Mi lahko vidimo v Svetem pismu, prvo cerkev in cerkve po mnogih deželah, kjer je Pavel oznanil.
Danes jih več ni. In veste zakaj? Nekje na tej poti so izgubili vir življenja, delovanja, Svetega Duha. To, kar Bog je po preroku obljubil, da kamnito srce spremeni v živo, meseno srce, ki hrepeni po Bogu. In da to lahko vsak doživi. Sinovi, hčere, mladeniči, starci, služabniki. Danes je velika debata, ali lahko samo moški opravljajo duhovniško službo, ali jo lahko tudi ženske opravljajo. Jaz vam povem, mi ljudje marsikaj razpravljamo. Ali Bog ima svoje volje in svoj načrt. In Bog tukaj pravi, da svojega duha izliva tudi na hčere, da svojega duha izliva tudi na dekle. In Bog lahko uporabi vsakega, ko Božja moč in mazilje duha deluje skozi njega. Ni nobene omejitve. Ko vir življenja teče, potem se vse spremeni. In veste, jaz sem navdušen. Ne vem še točno kaj, ali vem, Bog bo spremenil naša bogoslužja popolnoma. Bog ne želi, da se vrnemo nazaj tam, kjer smo bili pred koronavirusom. Mnoge stvari nekako postanejo neki ritual, neki obred. In kdaj se to začne dogajati? Veste, kdaj to ugotovimo? Ko je nekaj drugače, kot mi mislimo, da mora biti. Bog dela drugače. Bog daje življenje. Veste, krščanska vera niso navodila, smernice ali ideje, temveč vir moči za človekovo življenje. Božja beseda, ki je dotaknjena, ki je maziljena, ki je povezana s Svetim Duhom, prinaša življenje. Evangelij ni sistem obredov in religijskih navad, ampak sila ali moč, ki spreminja in oživlja človeka, človeško življenje. Psalm 119, 93. Psalm 119, 93. Na veke ne bom pozabil tvojih ukazov, kajti z njimi si me poživil. Ko Bog da življenje v svojo besedo, ko Sveti Duh deluje skozi nas, ko smo odprti za to obljubo, ki se je pred 2000 leti izpolnila, Božja beseda ni več samo ena zapoved. Božja beseda ni samo neko znanje o Bogu ali neka pravila, kako moram živeti kot kristjan. Božja beseda, navdihnjena od Svetega Duha, je nekaj, kar te poživi v srcu, v duhu, v tvoji notranjosti. Tako pravi psalmist že v Stari zavezi. Postava, oziroma tvoj ukazov, kaj ti z njimi si me poživil. Če ne prejemaš enega življenja poživitve, ko bereš Božjo besedo, potem začni brati vse obljube o delovanju Svetega Duha. Kaj ti potem nekaj potrebuješ. Potem nekaj potrebujem. Potem jaz nekaj v svojem srcu potrebujem. In potrebujemo. V Psalmu 19:8. Gospodova postava je popolna, poživlja dušo. Gospodovo pričevanje je zanesljivo, nevednega dela modrega. Gospodova postava ali beseda poživlja dušo. Poživlja dušo. Daje moč, daje življenje. Koliko ljudi z muko in trudom
berejo Božjo besedo, ker sem kristjan, moram danes nekaj prebrati. Tedaj rabimo novo moč, maziljenje, izlitje Svetega Duha. Kajti to je vir življenja, ki prihaja od Gospoda. Ko je Božja beseda in Duh hodita skupaj, ponovno pravim, prinaša našemu življenju življenje. Malo čudno, ne? Kako življenju lahko prinaša življenje. Mi imamo eno zemeljsko življenje in rabimo tudi Božje življenje. Rabimo maziljenje Svetega Duha. In ko Sveti Duh deluje, imaš dvojno življenje. To je obljuba. Veste, cerkev potrebuje žive ljudi, polne življenja Duha. Rimljanom 12:5. Tako smo tudi mi, čeprav nas je več, eno telo v Kristusu, posamezni pa smo si deli ali udje med seboj. Neverjetno. Tu ni nobena tradicija, niti religija. Ampak apostol Pavel razodeva, da smo mi Kristusovo telo. Eno telo v Kristusu. In da na tem telesu več ali različnih udov. To razumemo, ne? Na telesu je več udov. In dobesedno obstaja samo ena možnost. In to je življenje. Če nek ud, nek del umira na našem telesu, mi vemo, da je to lahko velika nevarnost. Da lahko pride do sepse. Da lahko umreš. Zato rabimo življenje od Svetega Duha. Zato je mnogo cerkva umrlo. Mnogo krščanskih cerkva umrlo. Ker nima več življenja. Imajo moče zapovedi, imajo tradicije, imajo nek zunanjo obliko. Nimajo pa življenja. In Bog želi, da smo cerkev, ki ima življenje. Da črpamo od Svetega Duha ta vir življenja, ki je pomemben. Jaz pravim, ne samo za duhovno življenje, ampak za življenje vsak dan. Efežanom 1:20-23. Efežanom 1:20-23. Tukaj apostol Pavel lahko rekli, moče še malo razširi to Kristusovo telo in udje. In pravi, ki jo je udejanil v Kristusu, ko ga je obudil od mrtvih in ga posadil na svojo desnico v nebesih, nad vsakršno vladarstvo in oblast, na vsakršno silo in gospodstvo, ter na vsakršno ime, ki se ne imenuje samo na tem svetu, temveč tudi prihodnjem. In vse je položil pod njegove noge. Njega pa postavil čez vse kot glavo cerkvi, ki je njegovo telo. Polnost njega, ki vsem vse izpolnjuje. Ali tukaj razodeva, kdo ima v resnici vso moč in oblast? Jezus Kristus, ta, ki je vstal od mrtvih. Ta, ki je umrl za naše grehe. In pravi, njega je Bog postavil za glavo cerkve, za poglavarja cerkve. Kristus je glava in cerkev, ali vsi skupaj smo njegovo telo. Ali vsi skupaj rabimo delovanje Svetega Duha. Rabimo delovanje Svetega Duha. Življenje, moč, zmaga prihaja od Kristusa. In Pavel pravi, vse je podloženo pod njegove noge.
Mi se moče danes sprašujemo, kako je vse podloženo pod njegove noge. Pa s tem virusom že imamo toliko preglavic, toliko ljudi je umrlo, toliko je bilo nekih problemov in težav. Bog, kje si? Veste, obstaja eno popolno kraljestvo in vladavina, kjer Bog ima svojo kontrolo in oblast, kjer on drži vse v svojih rokah. Bog se je obvezal, dal sina, ki je plačal mnogo težko, skrajno ceno za naše grehe, da bi v njem lahko bili svobodni, da bi v njem lahko doživljali njegovo moč. Ali križ je odprl vrata Svetemu Duhu. Na križu se ni zgodila samo naša odrešitev. Na križu so tudi odprla vrata za delovanje Svetega Duha. Sveti Duh je prišel na zemljo, med ljudi v človeška srca. Tako Bog danes deluje v človeškem srcu. Jezus ga je poslal, ali Sveti Duh je prišel, da opravi svoje delo na zemlji, ne v nebesih, na zemlji v človeškem srcu in človeškem življenju. To je tudi omogočil križ. Kajti en velik problem, ki ga mi velikokrat imamo, je, ali sem dovolj dober za Boga. Nisi in nikoli ne boš. Ne ti, ne jaz. Nikoli. Ampak zgodila se ta veličastna odrešitev za mene in tebe in vso človeštvo. In križ je tudi omogočil to, kar je Jezus delal na zemlji, da danes dela Sveti Duh. Zaradi tega je prišel Sveti Duh, da nadaljuje delo, katerega je opravljal Jezus. Seveda razen odrešitve. Ampak moč, delovanje, spremembe, življenje v človeškem srcu, to danes dela Sveti Duh. Danes! Ne samo pred 2000 leti, ko se mogoče spominjamo enkrat na leto Binkošti. Danes, ta vir življenja, moč, delovanje Svetega Duha. Danes smo v času koronavirusa oziroma počasi se umika. Ali veste, obstaja še en čas in to je delovanje Svetega Duha. Koronavirus je borba mogoče za naše telesno življenje, zdravje. Delovanje Svetega Duha. Ali Sveti Duh je pa prišel, da razene zmago, kaj ti gre še za eno veliko borbo. In to je za človeške duše, ki je 1000-krat bolj nevarna kot koronavirus. Apostol Pavle je rekel, če umrem, sem z Gospodom. Če sem tu, bom naprej oznanil njegovo besedo. Ali težko, ali nevarno je, če umreš, brez Jezusa Kristusa, da je tvoj osebni zveličani odrešenik. Tedaj si resnično v smrtni nevarnosti, da umreš za vso večnost. Matej 3:11. Jaz vas krščujem v vodi za spreobrnenje. Toda on, ki pride za menoj, je močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi mu nosil sandale. On vas bo krstil v Svetem Duhu in ognju. Janez Krstnik začne ljudi klicati nazaj k Bogu in pravi, spreobrnite se, poravnajte svoja pota,
Pridite nazaj k Bogu, da vam odpusti grehe, da vam da novo življenje, kaj ti pride trenutek, ali že je tukaj, ko prihaja Jezus Kristus. In pravi, Janez Krstnik, jaz vas krstim v vodi, ali za menoj pride nekdo in on vas bo krstil v Svetem Duhu in ognju. In on vas bo krstil v Svetem Duhu in ognju. Veste, kje je ogenj? Če je na pravem mestu, je v redu, ampak ko nekaj gori, nobeden ne sedi pri miru. V petek po bogoslužju, po Mariboru, ne vem, nekje je gorelo, ampak šli so 5-6 rešilnih gasilskih avtov. In jaz se kar obračam, kje se vidi, kakšen dim, nekje tu proti Ljudskem vrtu so šli. Nekaj se je dogajalo. Ogen, ko pride Sveti Duh. In Janez Krstnik je nekaj razumel. Pravi, ta, ki pride za menoj, jaz mu nisem vreden, da bi nosil njegove sandale. V tistem času nekomu nositi sandale, to je bilo eno izmed zelo ponožujočih del. In niti sužnju ni trebalo upravljati tega dela. Ali Janez Krstnik nekaj razume. Ta, ki daje vir življenja. Ta, ki krščuje Svetim Duhom. Ta je vsemogočen Bog. In potrebujem ga. Nisem vreden, da bi nosil njegove sandale. Ali z druge strani, Kristus nam je dal oblast in moč nad vsakimi hudičevimi triki. Danes imamo toliko, ne ta svet, kristjani opravka s hudičem. Zakaj imamo toliko opravka z njim? Če je Jezusu dana vsa oblast nebesi in na zemlji. Mi služimo temu, ki nas krščuje v Svetem Duhu. In ko nas tako pogledam, ko vas pogledam, večina smo bili krščeni v Svetem Duhu. Sveti Duh je v nas. In nekaj moramo razumeti. Je en vir življenja. Ali moja zmaga prihaja od zgoraj, prihaja po maziljenju Svetega Duha, ko je moč Svetega Duha v meni. Ko je Jezus prišel in pravi, bil je poln Svetega Duha, hudi duhovi, demoni so se sami pojavljali in trepetali. Mi pa včasih se mučimo in vse živo teramo. Polnina, moč, krst, ogenj v Svetem Duhu je vir življenja, ki daje zmago, ki daje spremembo, ki daje življenje cerkvi. Če se vrnemo za Ezekiel 18:31. Ezekiel 18:31. Pravi, vrzite od sebe vso upornost, s katerimi ste se upirali in si naredite novo srce in novega duha. Zakaj hočete umreti, Izraelova hiša? Toliko nekje v človeškem srcu je sovraštva do Boga. In veste, kaj mnogi sploh ne vedo? Zakaj sovražijo Boga? Ali noče imeti nobenega opravka z njim? Mogoče smo včasih mi kristjani krivi in je to naša sramota, ker v našem življenju ne vidijo ta vir življenja, to delovanje Svetega Duha, ki spreminja življenje. In vidimo Ezekiel ali sam Bog pravi, pridite k meni, odvrzite svojo upornost. Dovolite, da vam dam novo srce, novega duha. Zakaj hočete umreti?
ko ljubeče besede Boga skozi preroka. Zakaj hočete umreti? Veste, Bog nas ne bo prisilil, da verujemo v njegovo resnico ali obljube besede. Bog nas ne bo prisilil, da črpamo ta vir življenja od njega. Ne. Ampak pravi, odprimi svoje srce. Apostolska dela 2, 37 in 39. Dogodek takoj po Binkošti. Ko so to slišali, jih je do srca pretreslo. Rekli so Petru in drugim apostolom: bratje, kaj naj storimo? Peter jim je odgovoril: spreobrnite se, vsak izmed vas naj se da v imenu Jezusa Kristusa krstiti v odpuščanje svojih grehov in prejeli boste dar Svetega Duha. Zakaj? Obljuba velja vam in vašim otrokom in vsem, ki so daleč, koliko jih bo k sebi poklical Gospod naš Bog. Wow. Peter je doživel Binkošti, izpolnitev Svetim Duhom. 3-krat se je razlagal, da ne pozna Jezusa. In ko vir življenja, ko Sveti Duh, moč od zgoraj, deluje v njegovo življenje, on pravi množici: spreobrnite se. Veste, to bi lahko moče danes povedal: vi grešniki, spreobrnite se, obrnite se nazaj k Bogu. Poravnajte, spravite se z Bogom. Dajte se krstiti v odpuščanje svojih grehov. Ali s krstom priznajte, da je Jezus vaš zveličar in odrešenik. In potem še nekaj. In prejeli boste dar Svetega Duha. In prejeli boste moč Svetega Duha. In potem še nekaj. Zakaj obljuba velja? Vam, vašim otrokom in vsem, ki so daleč, in tudi tistim, ki se bodo moče 2000 let rodili po Binkošti. Ta obljuba, moč, izvir življenja je za vsakega, ker je to edino upanje, ker je to edina moč, ki jo Bog želi dati v naše življenje, da se spreminjajo življenja. Da ljudje spoznajo Jezusa svojega zveličnega odrešenika. Obljuba velja. Jaz bi rekel tako moče vsem tistim, ki še niste prejeli. In obljuba velja tudi vsem nam, ki smo prejeli krst v Svetem Duhu. Jaz berem knjigo od Reinhard Bonkeja, Sveti Duh. In pravi, Sveti Duh je dan in on je zdaj na delu. In si nič ne moremo zaslužiti, prislužiti, niti ne izmoliti, da bo Svet deloval. Enostavno on je v tebi in učimo se, da deluje s svojo močjo. Bodimo cerkev, ki je živa. Ker smo Kristusovo telo, ker je Jezus Kristus glava. Jezus Kristus glava. Haleluja. Kakšnega voditelja imamo. In on je poslal Svetega Duha, dokler ne pride po svoje cerkve. Ali dokler še mnogi ne sprejmejo Jezusa za svojega zveličarja odrešenika. Amen.